Dober večer. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo vas pozdravljam na zaključni prireditvi Posavci beremo skupaj v letošnjem letu. Ta bralni projekt je že tretji skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. Poteka v vseh enotah knjižnice Brežice, Valvazorjeve knjižnice Krško in knjižnice Sevnica med 21. marcem in 20. novembrom. Bralcem smo tudi letos ponudili široko pahljačo kakovostnega leposlovja, v katerem se predstavljajo tako domači kot tuji literarni ustvarjalci. V tem tednu smo obeležili ta veseli dan kulture. Nocoj nas čaka posebno srečanje. Prijazno pozdravljam vsestranskega slovenskega pisatelja Evalda Flisarja. Rdeča nit nocojšnjega večera bo njegova knjiga Dekle, ki bi raje bilo drugje, z letošnjega bralnega seznama Posavci beremo skupaj. Pogovor z avtorjem bo vodila Janja Rostohar. Zvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vsi, ki ste si vzeli čas, da nekoliko drugače preživite ta večer. Seveda pozdrav namenjam tudi vam. Gospod Flisar, dobrodošli v Brežicah. Dovolite, da vas v uvodu nekoliko podrobneje predstavim. Naš današnji gost je eden najbolj znanih slovenskih pisateljev in dramatikov. Rodil se je v Prekmurju, obiskoval gimnazijo v Murski Soboti, študiral primerjalno književnost v Ljubljani, angleški jezik ter literaturo v Londonu in psihologijo v Avstraliji. Njegova različna dela so bila prevedena v 33 jezikov. Drame se uprizarjajo po poklicnih gledališčih na vseh celinah. Za nagrado Kresnik je bilo nominiranih kar 7 njegovih romanov, 4 so se uvrstili med finaliste, pa nominacija za Grumovo nagrado, kar 8 dram. Nagrado ste prejeli 3-krat, za 2 tudi nagrado Prešernovega sklada, no in letos še Župančičevo nagrado za življenjsko delo. Več nagrad ste prejeli tudi za radijske igre. Brez težav pišete v slovenščini in angleščini. Nekatera svoja dela ste sami prevedli v angleščino. Ko snujete novo besedilo, razmišljate v slovenščini ali v angleščini? Rekli ste brez težav, odkud vam ta informacija? Da je mogoče pisati brez težav v katerem koli jeziku. Težava je večja težava v slovenščini. Pisati je največja muka. Jaz sem v življenju počel marsikaj. Splošno je znano, in to sem že 100-krat povedal v raznih intervjujih, in na to sem tudi najbolj ponosen, da sem v Sydneyju v Avstraliji 2 leti in pol vozil podzemni vlak. In to primerjave s pisanjem je nekaj čudovitega. Zdaj bova roman skušala obdelati po koščkih, ne kar v enem kosu. Mogoče je tudi prav, da ne poveva preveč za vse tiste, ki knjige še niso prebrali in ravno prav odgovoriva tistim, ki so jo. Špela, glavna junakinja, ni le dekle, ki bi vselej raje bilo drugje, se pravi v drugem kraju, v drugih okoliščinah, v drugem telesu. Spomnite se verjetno Špele. Špele se spomnim. Opisujete jo kot lepotico, njen obraz je prelep, ustnice Angeline Jolie, medtem ko, mene je res to zgodilo, toliko o hlodastih nogah, ki se ves čas vlečejo skozi knjigo in so v bistvu njen problem. Tega se spomnite. Ja, tega se spomnim. Verjetno ste namenoma to pripisali glavni junakinji, to... Ja, ni literarnega junaka, ki ne bi imel takšnega ali drugačnega problema. Recimo, junak mojega zadnjega romana, ki izide te dni pri Mariborski literji, je bil na Baliju in se mu je v glavo zaletel en deskar na plaži. Tako hudo, da je izgubil spomin in ne ve, kdo je. Skratka, človek s problemom.
Meni so bili zanimivi tudi napotki Špelinega očeta, kaj mora Špela vedeti. In bom samo prve delčke prebrala. Vsak od nas bi se lahko tega zavedal, vsak od nas mora to vedeti, da je življenje nepredvidljivo, da privlačnost tudi pri ženski ni odvisna samo od zunanjega videza, da si abstraktne in konkretne stvari niso tako daleč narazen, da jih ne bi smeli povezati, da so znanstvene zgodbe o nastanku sveta in njegovi dokončni usodi enako zanimive ali še bolj napete kot Andersenove pravljice, in zadnja, da je treba veliko brati, še prej pa skrbno izbrati, kar je primerno za branje. Jaz sem prepričan, da se direktorica te knjižnice tega drži. In da vsem obiskovalcem knjižnice skrbno svetuje, kaj se splača brati in česa naj ne nosijo iz te zgradbe, ampak ne raje postijo na policah. Čeprav ne dvomim, da tudi marsikdo iz te knjižnice odnese 50 odtenkov sive in kaj podobnega. Špela se pač zateče tako kot mnogi današnji ljudje, to je potem edini stik s svetom, en kup prijateljev ima in kar nekaj časa v knjigi je posvečenega temu. Seveda sem vas želela vprašati, kako ste vi in Facebook. Ja, mene je en nepalski prijatelj, pesnik, prepričal, da je to dobra stvar. In zdaj seveda on na Facebooku kar naprej objavlja podatke o svojih turnejah po Ameriki, kje vse bo bral in kdo se je prišel in kje mu je šla kakšna knjiga in tako naprej. In potem sem jaz tudi začel zbirati prijatelje, najprej sem sam zaprosil za nekaj, potem so začeli prihajati prošnje in jaz seveda sem tako dobrega srca, da kdorkoli hoče postati moj Facebook prijatelj, jaz kar kliknem. Kdorkoli. Tudi popolnoma izmišljena imena, nekaj vem, da se za njimi skriva nekdo tretji ali četrti. Jaz spremem vse. In tako se mi je zdaj nabralo v zelo kratkem času okrog 3864 prijateljev in mislim, da samo 3 od teh poznam osebno. Tale gospod Yamaguchi na koncu, čisto na koncu mu Špela iz Ljubljane pošlje elektronsko pošto in mu napiše: rekli ste, da je življenje eno samo pogrešanje. Ugotovila sem, da najbolj pogrešam odsotnost pogrešanja. Prav ste imeli. Razumeti in sprejeti, to je največ. Tako zapiše temu gospodu Yamaguchiju. Bravci, zaključimo zgodbo in smo potolaženi. Jaz sem vse svoje življenje pogrešal. Nekaj sem pogrešal, nisem videl kaj, ampak to je bil zelo močan občutek. Vedel sem, da se mora v mojem življenju nekaj še zgoditi, nekaj se mora zgoditi in da potem, ko se bo to zgodilo, bo vse na svojem mestu in ne bom več trpel nobenih muk, nobenih dvomov in nič. In je potem vse kazalo, da se to ne bo nikoli zgodilo, ko se mi kar naenkrat rodi pred 6 leti sin. In ta dogodek, ki sem ga čakal, ki sem ga pogrešal, vse življenje, ta občutek pogrešanja je potem izginil. In potem sem vedel, da to je bil cilj mojega življenja. Ste vedno navdušeni, ko gledate premiero svoje drame ali tudi razočarani kdaj? Včasih sem navdušen, včasih sem razočaran, včasih sem pa besen, včasih sem pa premlaten, mislim. Ampak seveda pa moram tudi razumeti, da so kulturne razlike, kot recimo na Japonskem, tam zmeraj naredijo nekaj, kar še mogoče zdaleč spominja na mojo dramo. Pri nas, ko se dva človeka začneta prepirati, to je konfrontacija, prav z nohti greste drug od drugega. Japonci si obrnejo hrbet, to je njihov prepir. Rekli ste, pišete samo doma, za mizo, imate kak urnik, ko pride na vdih?
ali je to kadarkoli? Ja, moj urnik se ravna seveda po mojem sinu, ko odide v šolo, žena po službo, potem jaz nimam druge izbire, kot da sedem za mizo in začnem delati. Kaj berete? Nam še povejte. Delo. Vsako jutro. In sicer zato, da me prevzame dobra volja. Si rečem, kako zanimiv je svet, v katerem je dano živeti in koliko gradiva je tam zunaj še za moje romane in za moje drame. Predvsem za farse, če govorimo o dramah, in za žalo igre in za take stvari in za tragedije. Ja, gospod Flisar, zelo lep večer ste nam pričarali. Tako pridni smo bili, da nas morda danes obišče prvi od dobrih mož, kdo ve. Zdaj bova besedo... Krožnike bo treba dati ven. Je treba nastaviti. Ja, to ne smem podati, ko pride. Zdaj bova besedo najprej predala Maji Friguel, koordinatorki projekta Posavci beremo skupaj. Izvoli. Dober večer tudi v mojem imenu. V bralnem projektu Posavci beremo skupaj je v Brežiški knjižnici sodelovalo 31 bralcev. Od tega jih je 20 prebralo vsaj 5 knjig z predlaganega seznama. Izpolnjenih kazalk smo našteli kar 192. Med najbolj branimi so bile tokrat knjige Angel pozabe Maje Handerla, Paloma negra Mihe Mazinja, Dekle, ki bi raje bilo drugje Evalda Flisarja in Da me je strah Maruše Kreser. Knjižne nagrade bo zavzetim bralcem podelila direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Benkoč.